Ne Krka, ne Koper letos nista v najboljši formi. Nogometaši Krke so v spodnjem delu lestvice, na zadnjih tekmah ne beležijo dobrih rezultatov, Koprčani pa nedvomno imajo nekoliko višje ambicije in nedvomno želijo končati med najboljšimi klubi v Sloveniji ter priti do nove Evrope. Tole je že prva akcija in 11-metrovka za nogometaše Kopra, takoj velika priložnost v 18. minuti, ampak Hadžič je zapravil 11-metrovko, Mitrović je izjemno obranil tale strel Hadžiča. Potem še neverjetna prečka Rahmanovića v 20. minuti iz prostega strela. Prva akcija Krke pa ob koncu prvega polčasa, ko je poskušal Marin Perić, a le ogrel dlani Vasje Simčiča. Do konca prvega dela še dve obetavni akciji, podal je Mojstrović, Dežmar pa je tokrat zgrešil z glavo. Še en strel Koprčanov, Črnigoj močno, ampak direktno v vratarja Mitrovića. Drugi polčas pa je bil poln priložnosti in tudi golov. Najprej akcija Josipa Fučka, ki je meril daleč, nekoliko mimo koprskih vrat, potem pa so se pričeli zadetki. Po dobri uri igre kot za nogometaše Kopra podal je Krivičič, Štromajer pa je bil najvišji, najspretnejši in z glavo premagal Mitrovića za 0:1. Natančen Štromajer, ki je v letošnjem prvenstvu igral v dokaj solidni formi. Takoj gol za izenačenje meril je Josip Fuček po odbiti žogi in po lepi kombinaciji Krke. Po kotu je nastavil nogo Fuček in iz razdalje premagal Simčiča za 1:1. Še napad za Novomeščane, ki so imeli priložnost za preobrat. Tokrat je mimo vratem meril Enes Novinić. 15 minut pred koncem pa žoga pred vrata in podal je žogo v kazenski prostor Hadžič. Nogo pa je nastavil Halilović, ki je zatresel mrežo in premagal vratarja Krke za 1:2. Nato pa še nekaj malega težav za nogometaše Kopra. Tole je bil še drugi rumeni karton za Hadžiča, ki je storil prekršek pred vrati in dobil še drugi rumeni karton, moral z igrišča, hkrati pa še 11-metrovka za Dolence. Velika priložnost za izenačenje, k žogi je stopil kdo drug kot Josip Fuček, ki je bil v zadnjem času uspešen, tudi tokrat pa močno in natančno. V pravo smer je šel koprski vratar, ampak ob tem močnem in lepem strelu tokrat zares ni imel moči. Do konca dvoboja pa še dva gola, tole je že gol za 2:3, spet je zadel Jaka Štromajer, potegnil je pred vrata Ivančič in na drugi vratnici našel Štromarja, ki je zabil še tretji gol v novomeško mrežo. V sodniškem podaljšku pa še protinapad Ivančiča, ki je bil sam pred vrati, preigraval in ugnal še Mitrovića. 6 golov v tem drugem polčasu, prvi je padel šele v 63. minuti, na koncu pa 4:2 za Koprčane. Lepa visoka zmaga za Kanarčke in nedvomno velika injekcija samozavesti za nadaljevanje tega prvenstva. Pa evo, mi smo se cijeli tjedan pripremali baš zbog toga. Smo se cel teden pripravljali na to tekmo, nikakor pa doma ne moremo zmagati. Kaj reči za to tekmo? Dvakrat smo se vrnili po zaostanku, imeli smo igralca več in prejeli 2 gola ter izgubili. Pa jaz mislim, da smo bili danes boljša ekipa na terenu. V prvem polčasu si zastrelili kar nekaj priložnosti, zastrelili tudi 11-metrovko, ampak smo se ne glede na to v drugem polčasu vrnili še močnejši, povedli, na to se tudi 2-krat vrnili in na koncu z igralcem manj pripeljali to tekmo do zmage.